Dobrodošli v nov vlog. Jaz se sicer spravljam nazaj v Ljubljano. Če bi še ostala, sem kupila sem od zadaj, pa nič ne snemam, pa tak grozdje voham. Ko navohaš grozdje, veš, da se jesen približuje. Zdaj sem že par let zamudila pobiranje grozdja. Vedno sem bila v Ljubljani takrat. Že dolgo ga nisem pobirala. Zdaj pa sem malo zmikozun. Prsnica stara je od prejšnjega mačka, ful je prevelika okoli vrata, ampak tu pa je. Raziskuje, tam je lepa. Ko už malo večja, ti bo bolj prav. Se ona noče neki pobegniti, je navajena v prsnice. Mi kar pusti, da je lepo danger. Moče Borisko, kje? Mat? Jaz se pakiram. Po razgledu že vidite, da smo v Ljubljani. Šla počivat? Kaj ti? Lepika, si bila pridna. Nisi nič jokala. Tako gremo čez dan na vožnjo, je ful pridna, ker pač ponavadi tak spi, zvečer jo pa trga in pol se joka, tako da ja, čez dan bomo hodile, ampak poleti je bilo malo težje, zaradi pač vročine, nisem hodila glih največji vročini hoditi. Ja, ura je, ne vem, 3:30, pozabila sem stojalo, tako da zdaj imam ta stabilizator tukaj. Bom že nekako, imam še ene manjša stojala, ampak bom ga te glavnega snova pozabila. Če ste gledali moj angleški vlog, sem si kupila to tablico, ni tablica, ampak tak LCD ekranček je z pepkota in lahko rišeš gor, lahko pišeš, da pišem in prav tukaj izbrišeš, ko pač ne rabiš. Ne moraš pa zdaj poradirati kaj, tako da ko enkrat nekaj narejeno, pa če zaserješ, pa sem celo izbrišeš. Jaz sem zdaj ful nadušena, tak 6 € je bilo in to bom zdaj uporabljala za mojo dnevno to-do listo, ker pol, ko si koncem izbrišeš in to je to. Ali pa kakve ideje, da si moram napisati, kam zdaj vse za narediti. In pol se lotimo, iskreno bi ne raje ležala, ker ta vožnja te malo utrudi, pa še pač ponedeljek je gužva, tako da šla sem iskat Lego kocke, ki sem jih naročila. Potem videli vam pokažem pol. Dajmo najprej splanirati, kaj vam za narediti. To je ta Lego, ko sem vam govorila. Hiša strahov. Jaz sem tako vesela, nisem si mislila, da bom to leto smela, ampak evo. Perfect timing. Mislim, da bom oktobra začela to sestavljati. Da vam pokažem, kako izgleda na tej strani, oziroma na notranji strani, pač ful je nekih detajlov. Tudi baterije so ne tako, da se neke stvari svetijo, ne vem točno, kaj se sveti, ampak tako sem malo, ne vem, vsebi imam neko tesnovo, pa ne vem zakaj. Po moje sem to, ko sem pač za vikend me ni bilo in pol prijem nazaj, pa da se nazaj ostalim, razpakiram, me malo tak pač sem meh. Ampak ja, 3 ure imam, oziroma manj kot 3 ure, 2 uri pa pol imam do streama, tako da gremo zdaj razpakirati, skuhati nekaj, dajmo. Da vam pokažem, bučo sem dobila, tako da bučna juha bo, pa naredila bom bučni pire, ker in bom naredila pumpkin spice latte, tisti, ko pač poznate, ne vem, ko gledate YouTube ali pa poznate Starbucks, ko pride jesen, se začne ta pumpkin spice latte. Jaz sem enkrat v življenju imela, oziroma pila ful let nazaj, 2013, ko sem bila na Dunaju in mislim, iskreno, malo je drugač, pa ni bilo zdaj neki ful wow, ampak vseeno hoče narediti svojo začimbo, tako da bomo tudi to bučo uporabili za to. Evo, doma sem tudi prinesla zmrznjene lisičke, to bom danes naredila z jajci, upražila bom na čebulji z jajci. Tu imam še domače grozdje, evo, sezona grozdja, belo grozdje, ful diši, ful je dobro. Tu imamo solato v glavi, ful imamo še paradajz, vse domače, razen to. Grem na omaka, ne vem, od kje je sploh, nisem še videla, tako da to bom ziher enkrat uporabila. Krompir, ki ga bom naredila zraven lisičk. Imam rdeče, zelene paprike, murke in mama je naredila ljutenico in še dala jo v to posodo ljutenice. Ful lepa zgleda, tako da to bom tudi za kakve omake uporabljala ali pa tako za kaj pomakati.
Dobrote iz domačega vrta, mogoče zadnjič, mogoče enkrat, pol bo pa počasi konc te sezone. To moram razpakirati. Mikica je že spana od potovanja. Spala je celo pot, pač kakor je lahko in zdaj je čisto utrujena. Ja, vedno imam tak slabo vest, ko prijema sem nazaj, ker pač pa se je fajn, pa jaz se ful z njo igram. Se ukvarjam z njo, neko, ker se da. Doma sem večino cajta, ampak jaz sem kar slabo vest. Ker doma sem ful fajn, ker je risa, ne. Tudi malo več placa in malo bolj laufa, ampak po drugi strani pač vse tu je čisto fajn, samo ta interakcija z risom. Bolj sem tudi zato take slabe vole, ampak gremo, nov teden je, vse bo cool, danes bom dala vse to čez in bo. Pa ta krompir lepo zgleda, prav tak hrustljav je. Dajmo. Že dolgo nisem lisičke jedla. Meni so po moje lisičke najbolj dobre gobe. Jaz ne razumem, zakaj so vsi tak na jurčke napaljeni, jaz pa no, lisičke so zakon. Evo, stream se začenja. Sem rekla, grem še poslikati to. Dobro jutro, evo, danes se že boljš počutim. Zmenjena sem za brunch oziroma za kavo, ne vem še kaj, v bistvu meni je vseeno, ker pač itak ne jem zjutraj, če pa jem, pa cool. Tako da sem se spravila, oblekla, zdaj pa grem. Razmišljala sem, da bi šla z avtom ali s trolo do centra, ampak mislim, da bom šla z avtom do Tivolija, pa pol peš do centra, ker je pač fajn sprehodek. Ker bi pol rada šla v fitness, pa mogoče bi šla še za deko za pojslo pogledati. Pač tu bi rada tudi imela bolj jesensko deko, sam nam te so tak drage. Te toliko so drage, pa po moje sem pri Marko še najcenejš dobim. Ne vem, mogoče bom šla v BTC, nisem še ziher, še par stvari iskat. V četrtek imam še plan nekaj iti iskat, ko bo v Lidlo, bo ene buče. Tako da nimam še vseh stvari za okraševanje, ampak mislim, da bom dan začela okraševati. Ja, tako da gremo. Kak lepo, kak lep dan. Prav pa še hodi do centra, to je itak lepa pot. Da vidimo, če najdemo kaj v Ikeji, glede dekoracije. Mogoče celo deko. To mi je všeč, sam je drago as fuck, 60 €. So pa male. Gledam, če bi mogoče malo večjo preprogo kupila sem. Ne vem, kakve barve. Zdaj, če spet neki bež kupim. Zdaj imam sivo belo, ampak nisem tako malo hladna deluje. Bi tudi rada, da je hkrati mehka. Da je lahko mika, pač se rola po njej. Ta mi je všeč. Sam je 40 €. Ta je pa taka trda. Ne, ne. Ne boste verjeli, ampak iz Ikeje sem šla prazna.
Edino vodo sem si kupila, ker sem že na Primarku sem jedla par stvari, kar se tiče dekoracije, ampak žal ne deke, ker nisem imeli ta velikih, no, ful je bila slaba izbira teh pač dek. Tako da grem še v Jisk, ampak tam se ponavadi malo dražje. Tudi v Ikea je slaba izbira dek, pač nič tak jesenskega, no, še tiste, ko so bile, so pa tek 60 €. Gremo v Jisk, oh my god, če vidim lepe stvari. Te sem 5 €. To bi lahko imela na balkonu. Ful bi imela te šalčke. Pa te. To so res take jesenske. Kjer dobre bovle. Ok, to ni dobro. Ta vaza je ful lepa. Grem naprej na deke, pa se bomo pol odločili. OMG. Sem je po mojem mala. 20 €. Ja, mala je, oziroma oska. Ta je malo večja. In cenejša in izgleda tako moja, sem da je ta rjava. Pač nekaj čist nežnega bi. To bo perfekt. Oh my god, sem je 12 €. Oh my god. Te ne izgledajo slabo. Hmm. 17 €. Bergester, to je ta, 17. Čeprav ta barvita mi je skoraj malo boljša. Miki je všeč, ker je tak. Tam je tudi lepa sonoma, je mogoče too much. Zeleno, bež, kjer je boljš. To bom vzela. Evo še ene jesenske kuhinjske serviete, ker sovražim one, ko so plastične, ko se mi sploh ne vpije. Evo, ful uspešen nakup. Nisem si mislila, da bom tako poceni stvari dobila v Jisku, tako da sem vesela, da sem se našla. Ful lepe, ful poceni, glih pač vse znižano. Ja, letos sem se tudi odločila, da ne bom vse naenkrat dekorirala, tako v enem videu oziroma v enem dnevu, ker pol se počutim, kot da malo na silo delam, tako da bom, tako se mi bo, oziroma ko bom hotela videti, kako izgleda, bom dala nakupa, mogoče bo samo en kotiček urejen najprej, pol ko bo pa vse, vam pa tako bolj podrobno pokažem, ampak ja, vam bom vse pokazala. Ker hočem, da je tako včasih, ko nisem nič snemala, sem pač nekaj kupila, sprobala, videla, pol sem kaj zamenjala, tako skozi nam cel teden, ne pa da vse v enem dnevu hočem narediti, ker pol sem ful pod pritiskom, mora biti zdaj gotov, vse mora biti tipi-top, pol pa še vedno kaj najdeš in tako. No, da pokažem, kaj sem kupila. Gremo najprej Primark. Gledati, kaj sem vzela. To, nisem vedela, da ima Primark stojalo. Sicer ne vem, koliko cajta bo držalo, ampak je bilo koliko? 8 €, kar je najcenejše, kar sem ga do zdaj kupila. In ja, kot sem rekla, sem doma pozabila mojega, tako da sem si mogla tega vzeti. Kako se pa to odpre? Ok. Gumice sem kupila, nič posebnega, to vedno rabim. Ko sem vzela te vejice, nimam še nič takega in se mi je vzela taka lepa umirjena, topla barva. Bo sigurno fajn za vazice. Ta barva stekla mi je ful všeč, res za jesen, pa tudi pol za božič se mi zdi tako lepo. Hodila sem še šalce, pa sem rekla, ne bom se naenkrat. Ta je bila iz 9 € na 5 znižana, ker je še kar velika in je res dobra cena. Ja, to so skoraj tako vintage malo, se mi zdi, da so naši starši imeli take rjave steklene zadeve takrat. Pol sem kupila tako košarico, ko se lahko nosi. V bistvu ne vem še, kje bo to, tako bi rada imela stvari nadpostavljene. Mogoče bo celo na mizi, ne bo oni prtiček na mizi, ampak bo tisto nekje drugje prtiček, ona pletena podloga, ne vem. Tam je ful všeč, tudi bolj tako znucano deluje, tako da ja, tudi tako naravno. Pardon, kupila sem si še neke uhane Halloween. Mika! To pa ni igrača. Dobro, zdaj pa v Jisku. V Jisku sem vam pa že tako malo pokazala ta tepih, to bom kar zdaj sprobala, kako izgleda. Všeč mi je, ker ni sivo bel, ampak je malenkost bolj topel, ampak ni bež, zato ker imam že vse bež. Pol te brisače, serviete za v kuhno, take so, ko res upijene, one plastične, pa še barve so take bolj jesenske, tako da dve sta, ene zelene, ene pa taka bolj oranžna. Ja.
In dekica, ta zgleda tako moja, sem da je rjava in sem ful vesela, ker je glih taka barva, ko sem odla nič divjega, ampak ona siva zgleda tako hladna. Za poletje je cool, ampak zdaj bi pa rada bolj tople tone, tako da ni tok, ampak se mi zdi, da sem ful dobre stvari najdla, ful sem vesela. Pa da nisem zdaj ful celo premoženje zapravila tega. Dajmo zdaj to prat, še one poštre od zadnjič pa dekot. No, to cel koš. To še kar nisem pa spravila, Jasmina. Meni je všeč, da je malo bolj temno, da malo spremenimo, da ne bo vse tako belo, sivo. Takavčne. Ful bi rada še eno tako najdla, ampak sem jo lani kupila, da bi bilo isto. Rada imam neko deko na kavču, tudi zaradi Mike. Kaj ti? Medtem, ko si delam make-up, sem se odločila, da vam na hitro povem. Dan sem se dobila z enim parom in v bistvu sta moja gledalca, ki sta se spoznala na mojem streamu. Kava to. Tako da smo šli na ta brunch in je bilo fajn, prvič sem jedla Eggs Benedict in pa smo se še sprehodili skozi Tivoli, ker sem itak imela tam avto in ja. Pač to je meni tako zanimivo. Ona je iz Nemčije, on je pa iz Nizozemske. In zdaj sta v Sloveniji za neki cajta, ne vem koliko ni, 4, tako da je. Ful cute. Zdaj grem na obalo, live streamat. Še v bistvu zadnji lep dan. Mislim, da bom šla v Piran, pa mogoče v Koper še se rolat, da vidimo sončni zahod. Ne vem še točno, ampak ja, tak je plan. Zdaj se pa spravljam za stream, imam še ure 20, tako da bolj v easy, ne vem, kaj bom jedla danes. Mi nič ne da delati, sam nekaj bo treba pojesti, ne? Sovni krompir v airfryerju včeraj bil ful dober, tako da lahko bi si to naredila vodensko, pač nimaš nekaj ful dela. Spečeš ga in to je to, pa mogoče kakve ribje palčke zraven. Ni slaba ideja. Včeraj, ko sem imela tak slab dan, ni ful zanimivo, ko se drug dan zbudiš, pa si kar čist prerojen, pa je vse normalno in nisi več slabe vole. Včasih moram samo prespati, sprejeti, da je pač šiti dan, mogoče malo zjoka, če je treba, in iti naprej. Mislim, odvisno, a ne, kaj te muči, mene dejansko ne vem, kaj me mučilo, ampak ja. Evo, 20 minut na 200 stopinj, krompir hrustljav, pa še vedno sočen v airfryerju. Mlečne murke, ful jih je. Zdaj si pa še delam ribje palčke. Pol ure še imam do streama, tako da moram si nekaj z lastmi narediti, pa idejo, kaj bom slikala, ker nimam pojma. Tadam! Ok, da vam pokažem, to je moj koš za pač umazana oblačila in Mika je prej se odločila, da bo ona malo pohrustala to in kako si to undobla? Kaj je sploh to? Vse obleke imam že luknaste zaradi tebe. Ali se mi gr obesiš, ali jih trgaš na to košo. Kako si to sploh ven potegnala iz te lukne in kaj je sploh to? OMG. Evo, drugače pa naslikala sem to mini zadevico na ta les. Ta gozdiček je potka. Ne vem, ni enostavno. Tu, če imaš mini čopič, tu tekstura lesa ne pomaga, ker je malo težje te detajle narediti, ampak mislim, da bo za prvič
ok. Tako da ja, to smo danes ustvarili. Dobro jutro, jaz sem stala malo bolj zgodaj danes za moje pojme po 9, ker sem mogla video zmontirati, ker danes grem ob 3, oziroma že prej moram iti doma, pa še prej se moram spraviti in mora biti to fertik. Včeraj sem obesila te zadeve jesenske. Bom zdaj provala, kako izgleda to na pojsli, preoblekla poštre, malo zrihtala kavč pa pojslo. To bo po matek prvi del dekoracije. Ful se veselim. Ful je oblačno, jaz upam, da na obali ni tako oblačno. Mislim, da se bo pol malenkost razjasnilo. Ful všeč, edina stvar je, malenkost je ožja deka, tako da na drugi strani sam se ne vidi, ne pride do konca in tukaj ni tako dol, mislim, lahko bi jo še potegnila, pa bi pač zadnji bilo več fraj, ampak ful mi je všeč, tako ni velika sprememba, ampak meni se zdi ful, tako da sem pa dala te poštere, se mi zdi, da grejo boljš kot te čez bež, oni imajo malo rjavkaste zraven. Ok, zdaj moram pa ta kavč zrihtati, ker je kar neki. Da vam na hitro povem eno dobro novico, Lidl bo imel nekaj podobnega zdaj od četrtka dalje, od jutra dalje v trgovini in če imate pač živali, pa tudi tako nasploh za kakšne dlake ali pa kaj, to je tako fajn, ni glih ta firma, ampak isti princip, čez isti. In celo sam 7 € je znala za to 16 €, pa še poštnino sem plačala. To ful bolj clean zgleda, zdaj sem samo tu dala deko, tam pa ne, ker mi gre na žice, da je ena stran bela, ena bež. Ta rumen polšter, ne vem, preveč močni je, itak imam že te barve dekice tam, bom pa zamenjala te polštre, pač vidite, so taki malo bolj suhi, ona dva sta pa taka bolj debela, tako da bom zamenjala, da bojo te na onih in ja. Ker tam ne rabim takih debelih poštrov, da bo malo lepše, malo bolj polno zgledalo, ampak ja, dekica je zaenkrat tam, mogoče bom dala sem, pač ko jo bom rabila. Razmišljam, če bi to deko na pol prerezala, pač ker itak imam samo za kavč in bi dala eno stran tja, bomo videli. Zaenkrat sem dala tukaj to, zato ker je tam nekaj strgano že bilo, pač na začetku in ja. Cozy! Mika, kaj praviš? 2 novi dekici mama, se boš skrila spod? Šla po četrček. In še tvoj poštrček zraven. Evo pa se uležeš. Kuku. Tako da, to je to, ta tepih. Ne morem se čisto odločiti, kaj si mislim o njem. Tek posamezno mi je všeč, a deluje s celoto. Pa mislim, da ja, se ne bomo komplicirali.
Drugače, za 20 € jaz sem ful zadovoljna. V prejšnjem videu sem kupila ono mašino za testenine delati v Lidlu in sem rekla, da vam malo povem, kako je šlo, kako se mi zdi mašina in kako sem naredila moje prve testenine. Sem naredila testo iz 4 jajc in 400 g moke, torej na eno jajco 100 g moke. To so jajčne testenine. Tukaj vidite, da sem pozabila presijati moko in sem bolj pač malo packarije delala. Tukaj sem tako luknjico za jajca naredila, zdaj eni delajo kar na deski, jaz nimam tako velike deske, pa tudi se mi zdi, da je tako malo manj packarije, tako da je. Potem začnem ta jajca malo mešati, da so tako vmešana, lahko jih tudi prej vmešate po moje. In bolj počasi mešaš, počasi pač dodajaš moko iz robov, dokler pač ne dobiš ta prave mase. Hitro je rata testo suho, ampak nič pa vse bo v redu. Odvisno je tudi od velikosti jajca, so velike, male, kako bo testo, bo presuho, bo premokro. Zdaj v primeru, da je presuho, jaz bi samo dala šlukec vode, če je premokro, pa itak dodaš moko, tako da se vidiš malo. Fajn je vedeti, kako mora biti testo, da pač lažje oceniš, a rabiš kaj, ampak recimo jaz sem ta del, ko mi je na podno ostal pol zadnji pusla, ker se ni zraven vklopilo. Tega nisem pokazala, ampak sem dala testo počivati za ene dobre pol ure v pokrito posodo. In tukaj sem že začela rezati, ko nek kruh režeš. Jih je pa fajn tudi prej namokati, da se ne primejo, sploh če je premokro, pol pa boljš, da počakaš, da se malenkost posuši. Jaz še zdaj nimam neke podloge za testenine, tako da sem vzela peki papir, da ni vonja od mehčavca pa tega. Zdaj, odvisno od mašine, jaz sem dala najprej mislim, da na 7, torej prvič, ko daš skozi in pol jih daš malo počivati in pol greš spet eno rundo in daš na manj, mislim, da sem pol dala na 6, ne, na 5, 7, 5, pa 3, nekaj takega. In pol, ko pač imaš debelino, ki jo rabiš, pa narediš rezance oziroma nudle, karkoli hočeš. Jaz sem delala te široke rezance. Jaz, če bi še enkrat delala, bi jih malo tanjše naredila, ampak tako se učimo. Zdaj, kako sušimo testenine? Tu sem jaz malo zasrala, malo prehitro sem jih dala v te krogce, ker sem pač hotela, da cute zgleda. Predlagam, da malo počakate, da se posušijo in pol delaš te oblike, kakih boš pač pol shranil. Drugače, za 20 € jaz sem ful zadovoljna. Je pa res, da mora biti testo glih prav mokro, glih prav suho. Če se vam zdi premokro, da se prijema na ta mašin, počakajte, da se posuši, drugače vam ne bo fajn odrezalo. Se veselim še delati več testenin, bile so dobre, kot sem rekla, mogoče bi te malo tanjše naredila, še eno številko došla, ampak ja, vsak mašin je drugače, tako da moja mama ima glih obratno številčenje. Pač 3 je debelo, pri meni je 3 tanko. To morate pač sami ugotoviti, jaz sem pač približno dala na 7, 5, 3, pa pravim, da bi mogoče lahko šla na 2 za to. To je to, moj review, Lidl mašina. Zadovoljna. Evo, v naslednjem videu pa nadaljujemo z okraševanjem, po moje bo že vse gotovo, ne vem še, bomo videli, kako se mi bo. In ja, upam, da ste uživali v videu, se vidimo naslednji teden in čau.